ki se dejansko vrne k uporabniku z močnimi elektromagneti in celo delujočo Batmanovo plezalno kljuko. To je res impresivno inženirstvo. Vsak projekt je inženirski izziv, ki ga rešuje majhna, ampak predana ekipa. Ampak ali je to samo za šov, za klike na YouTubu, ali je zadaj kaj več? Mislim, da je. Hobson pogosto poudarja, da je njihov glavni cilj navdihovanje mladih za področja STEM – znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika. Da pokažejo, da je to lahko zabavno? Točno. Da inženirstvo ni dolgočasno, ampak je lahko neverjetno kreativno in, zabavno. Zato imajo njihovi videi tudi močno izobraževalno noto, podrobno razložijo fizikalne principe, tehnične izzive. Se pravi, ne samo pokažejo končni izdelek, ampak tudi pot do tja. Tako je. Med pandemijo so, recimo, zgradili miniaturni oklep Ironmana, bil je velik hit in je mnoge navdušil za tehniko. To je pa lep primer te demokratizacije inovacij, o kateri sva govorila. Ne samo uporabo orodij, ampak tudi deljenje znanja. Natančno. Spodburajo gledalce k lastnemu ustvarjanju, pogosto delijo osnovne načrte ali koncepte, financirajo se tudi preko crowdfundinga, kar ustvarja močno skupnost. To je res digitalna renesansa v praksi. Ja, uporaba platform kot YouTube za distribucijo idej, 3D tiskalnikov za prototipe, odprtokodnih komponent. Zanimiva primerjava izvira. Da Vinci je svoje skice delil z nekaj izbranimi bogatimi meceni. Hexmic pa deli načrte z milijoni preko interneta. Točno. To kaže na neverjetno spremembo v merilu in dostopnosti znanja. Torej imamo te izjemne posameznike, polimate. Imamo laboratorije kot sta Disneyjev in Hexmitov, ampak vsi ti delujejo znotraj širšega ekosistema. Ki ga v veliki meri oblikujejo. Vizije in tehnologije velikih tehnoloških podjetij. Kako njihove usmeritve vplivajo na to digitalno renesanso? Vsekakor močno. Njihove vizije niso le marketinške parole. Usmerjajo milijardne investicije v raziskave in razvoj, s tem pa ustvarjajo orodja, platforme, infrastrukturo. Ki je potem uporabljamo vsi ostali. Tako. Namesto da naštevava dolg seznam podjetij, poglejva morda nekaj ključnih tematskih usmeritev, ki jih vidimo v virih. Prav. Prvič imamo podjetja, ki gradijo temeljno infrastrukturo in orodja. Microsoftova vizija opolnomočiti vsako osebo in organizacijo. To se kaže v platformah kot Azure, orodjih kot GitHub, postali so nekakšno digitalno gradbišče. Temelji, na katerih gradijo drugi. Ja, podobno Google z misijo organizirati svetovne informacije. Preko iskalnika in AI modelov zagotavlja dostop do znanja in računske moči. Ta podjetja ustvarjajo platno. Ok, to je prva skupina. Kdo je drugič? Drugič so tisti, ki oblikujejo izkušnjo in umestnike. Apple se osredotoča na najboljšo uporabniško izkušnjo. Tesna integracija strojne in programske opreme definira, kako intuitivno uporabljamo tehnologijo. Dizajn in uporabnost. Točno. Meta, prej Facebook, z vizijo gradnje skupnosti in zbliževanja sveta, zdaj močno vlaga v VR in Metaverse. Raziskujejo nove načine interakcije, prisotnosti. Oni oblikujejo, kako doživljamo digitalni svet. In tretja skupina? Tretjič imamo podjetja z zelo specifičnimi misijami, ki poganjajo inovacije na ožjih, a ključnih področjih. Tesla s ciljem pospešiti prehod na trajnostno energijo revolucionira transport in energetiko. Zelo fokusirano. Ja, ali pa Nvidia z vizijo poganjati domišljijo sveta z vrhunskim računalništvom. Zagotavljajo grafične procesorje, GPU-je, ki so postali motor umetne inteligence, znanstvenih simulacij, naprednih vizualizacij. Brez njih ne bi bilo veliko današnjega AI napredka. Verjetno res ne. Fascinantno je videti, kako te različne vizije skupaj tkajo mrežo možnosti. Ne nujno nek usklajen načrt. Ne, bolj organsko. Ampak bolj kot ekosistem, kjer ambicije enih ustvarjajo priložnosti za druge. Vključno za te digitalne polimate, da ta orodja in platforme uporabijo na čisto nepričakovane načine. Točno, ustvarjajo pogoje za inovacije. Torej, če povzamemo današnjo razpravo, zdi se, da moderna digitalna renesansa res ni samo metafora. Ne, postaja otipljiva resničnost.
Gre za resničen preporod ustvarjalnosti in inovacij, ki ga poganja tehnologija, ampak v jedru ostaja človeški duh. Vedno. Od umetnikov, ki slikajo s kodo, do inženirjev, ki gradijo sanje iz filmov in teh polimatov, ki prepletajo različna področja znanja, vidimo ogromen potencial. Ja, potencial je res izjemen. Morda res postaja ta sposobnost delovanja na več področjih postati nekakšen polimat, vse manj izjema in vse bolj, nujna veščina za prihodnost. Absolutno. Vendar pa ta ogromen potencial prinaša tudi enako veliko odgovornost. Odgovornost za kaj? Za etično uporabo teh orodij. Kako zagotoviti pravičnost, zasebnost, varnost, odgovornost za trajnost, kako zagotoviti, da tehnološki napredek ne škodi okolju? Pomembno vprašanje. In morda najpomembnejše, odgovornost za dostopnost. Kako zagotoviti, da koristi te digitalne renesanse ne bodo omejene le na peščico, da ne bodo še poglobile obstoječih družbenih razlik? Da bo renesansa za vse, ne samo za nove miličejce. Nekako tako. Podobno kot je Da Vinci v svojih delih iskal harmonijo med človekom in naravo, je morda naš največji izziv danes najti harmonično in pravično sobivanje s tehnologijo, ki smo jo ustvarili. In s to mislijo počasi zaključujemo tole najino poglabljanje. Morda vprašanje za vsakega, ki posluša. Kako lahko vsak od nas uporabi ta neverjetna digitalna orodja, ki so nam na voljo? Ne le kot pasivni uporabniki, ampak kot aktivni soustvarjalci. Kako lahko sprožimo lastno mini-renesanso v svojem poklicu, svoji strasti, svoji skupnosti? In morda postanemo vsaj malo podobni tem polimatom, ki smo jih danes spoznali. Morda je prav v tem iskanju odgovora ključ do polnega izkoriščanja te fascinantne dobe. Hvala za pogovor. Hvala tebi.